Slovenske arhitekte in nasplošno ljudi z dobrim okusom pa zadnje čase moti vse večja količina reklamnih panojev. Na njivah, travnikih, kozolcih, pa na stavbah, ograjah, postajah. Oglasni panoji so dober posel. Terorizirajo nas vse povsod, opozarja stroka. Ja, moteče so torej predvsem reklame, ki ne sodijo v tisto okolje. Naprimer, reklama za goveje zrezke na kravjih pašnikih, reklama za kondome v porodnišnici in reklama za vinjeto na Koroškem. Teba najbolj benasta. Nadaljujemo v šolstvu. Če smo pri nas vajeni novic o ponarejenih diplomah in neobstoječih vpisih na fakultete, je Američane šokirala vest o zvezdnikih, ki so s podkupninami svoje otroke vpisali na najelitnejše fakultete. V središču afere se je znašla igralka Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje. $15,000, to je dobrih 13,000 evrov, naj bi plačala za goljufijo ob sprejemnem izpitu za starejšo hčerko. Za starejšo hčerko? Zdaj vsaj vemo, nad kom je bila ta gospodinja razočarana. Gospa Huffman pa ni edina zvezdnica, ki je na tak način izkoristila svojo slavo in denar. Lori Loughlin, zvezdnica serije Polna hiša, naj bi z možem Mosimom Gianulijem plačala $500,000 za uvrstitev njunih dveh hčera v ekipo Univerze Južne Kalifornije. Očitno za zvezdnico Polne hiše hiša dejansko ni bila polna, ampak prepolna. In se je bilo treba nekaj otrok malo znebiti. Najbolj zanimivo pa je, da so bile podkupnine upravljene prek športnih trenerjev, ki so za otroke zvezdnikov napisali potrdila, da gre za vrhunske športnike in jim s tem olajšali vpis na fakulteto. Prevara je bila razkrita šele, ko je ena izmed profesionalnih športnic, teniških lopar, začela uporabljati kot selfie stick. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!